Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zadnje čase je na jezikih ekonomistov in finančnikov čedalje bolj pogosta beseda recesija. Pa ne samo to besedo od 24. februarja, ko je izbruhnila vojna v Ukrajini, tudi precej googlamo, kaže podatki Google Trends. Strah pred recesijo se je okrepil tudi zaradi obrnjene krivulje zahtevanih donosnosti ameriških državnih obveznic oziroma tako imenovana inverted yield curve. Kaj pravzaprav to sploh pomeni? Ali ta krivulja res napoveduje prihod recesije? Kdaj jo torej lahko pričakujemo? Ali bo z recesijo na borzni parket prilomastil tudi medved? Po dolgem času je spet z menoj Andraž Grahek, poznavalec kapitalskih trgov, ki ga poslušalci MoneyHow zelo radi poslušajte, saj zna pojasniti najbolj zapletene stvari na najbolj prijazen način. Zdravo, Andraž. Živjo. Evo, imamo kar nekaj zanimivih tem za pojasniti. Za ogrevanje pa dajva najprej pojasniti, kaj sploh je recesija in zakaj nas mora to zanimati. Dobro, najprej, kaj je recesija? Recesija je dlje časa trajajoč upad gospodarske aktivnosti. To pomeni, gospodarsko aktivnost merimo z bruto domačim proizvodom, kjer v bistvu po različnih, dajmo reči, segmentih gospodarstva seštejemo, koliko ustvarijo različni sektorji, panoge, koliko porabi prebivalstvo, koliko država v bistvu izdatkov naredi, koliko investicij se naredi, kako v bistvu nekako seštejemo. Te več metod je, kako to merimo, ampak v glavno dodano vrednost, ki se jo doda vsako leto. Zdaj, če to raste, govorimo o povečevanju gospodarske aktivnosti, če pa v bistvu ta obseg pada, govorimo pa o krčenju oziroma recesiji. Zdaj, tehnično gledano, to je tudi izraz, kdaj govorimo uradno o recesiji, ko nekako 2 zaporedni četrtletji ta aktivnost upada. To je neka minimum za recesijo, seveda lahko pa to traja tudi dlje, ne? In potem se to lahko tudi poglablja in čez zelo dolg časa traja in cene padajo, pa že počasi pridemo v depresijo. No, nismo še ne v recesiji, ne v depresiji. Zakaj pa nas vlagatelje, male vlagatelje mora to zanimati? Mislim, vlagatelje na delniške trge to seveda zanima, ker ima to zelo pomemben vpliv na dobičke podjetij. In seveda, če dobički podjetij upadajo oziroma kar naenkrat so ti dobički manjši, kot se pričakuje, ima to vpliv na tečaj delnic na delniškem trgu in vidimo velik in sunkovit popravek teh tečajev navzdol. Temu nekateri tudi rečejo borzni zlom, ali pa če je v bistvu preveč se, bom tako rekel, denarja naenkrat in kapitala zgrnilo na trg, lahko govorimo tudi o finančni krizi, zaradi tega, ker je neravnotežje v finančnem sistemu in je treba zelo hitro tvegane naložbe se na nek način se jih znebiti in to pomeni, da imamo takrat neko okolje, kjer cene naglo in hitro padajo in se povečajo nihanja. In to je pač zelo stresno obdobje. In seveda vsak optimist ali pa tisti, ki bi rad mirno plus in ne želi recesije, zato ker je nepredvidljiva, ne ve, kako bojo cene zanihale, prevladujejo druge emocije kot ko raste, bolj strah pred izgubo premoženja. Tudi trg dela se takrat ponavadi obrne, zdaj imamo rekordno nizko brezposelnost, takrat se začne tudi odpuščanje, seveda se morajo podjetja prilagoditi zmanjšanemu obsegu poslovanja, zmanjšanim priložnostim na trgu in morajo te stroške rezati. In seveda ponavadi tam, kjer so zaposlovala bolj nedavno, ponavadi ravno tam morajo spet začeti rezati. Tako da gre v bistvu nek proces v obratno smer nazaj. No, sej, kaj se dogaja z dobički, trenutno bova povedala malce kasneje. Zdaj se bova dotaknila še ene zelo zanimive teme, o katerim so tuji mediji res na veliko pisali in sicer to je obrnjena krivulja zahtevanih donosnosti ameriških državnih obveznic. Sliši se precej zapleteno, ampak pod črto bi rekla, da ni. Če na hitro pojasnimo, zahtevana donosnost 2-letne državne obveznice je presegla za nekaj bazičnih točk zahtevano donosnost 10-letne državne ameriške obveznice. Praviloma pa je tako, da vlagatelji zahtevajo višjo donosnost za obveznice z daljšo ročnostjo, torej daljša kot je ročnost, višjo donosnost zahtevamo. In prav ta inverzna ali pa obrnjena krivulja je po mnenju nekaterih poznavalcev kazalnik prihajajoče recesije.
No, v glavnem, kar se tiče obrnjene krivulje, lahko še povemo, da se je od leta 1900 pojavila 28-krat in 22-krat je potem sledila tudi recesija, ki je v povprečju trajala tam okrog 22 mesecev po pojavu, oziroma se je v povprečju pojavila 22 mesecev po pojavu obrnjene krivulje. Sicer pa je bil razpon, če pogledamo malce krajše obdobje, od leta 1978, od 7 do 33 mesecev. Kaj v bistvu vse to nam zdaj pove? Ali zdaj smo že dvakrat imeli obrnjeno krivuljo donosnosti? Kaj bo zdaj, ali kaj? Ja, Te zanima? kaj lahko zdaj pričakujemo? Slišali smo, da lahko se zgodi recesija po 7 mesecih ali pa po 33 mesecih, v povprečju po 22 mesecih. Se pravi, Ja. smo nekako v pričakovanju, to že dalj časa tudi govorimo, da smo v pričakovanju recesije, sicer to seveda nihče ne zna napovedati, ampak ta krivulja je pa lahko tudi en tak lep kazalnik, recimo temu. Ja, to v bistvu tako. Če gledamo nazaj, je bilo tako, kot si ti povedala. A ne? Ko se je zgodila ta situacija, da so bili na trgu državnih obveznic, zdaj konkretno govorimo o ameriških državnih obveznicah, dolgoročne obrestne mere, to pomeni dolgoročne, pomeni nekako ročnosti tam 10 let, tam okrog te dobe se giblje ta dolgoročnost, ko govorimo o tem, nižje kot pa nekako srednje in kratkoročne obrestne mere, in tukaj se ponavadi nekako gleda 2-letne, je to pomenilo, da je neka anomalija in da nekaj ni v redu, ker normalno bi bilo, da je dolgoročna obrestna mera rahlo, višja, ne rahlo, lahko je tudi konkretno višja od kratkoročnejših, ravno zaradi te časovne premije in nekega tveganja, ki ga imajo na dolgi rok, različni dogodki, ki se pojavljajo v prihodnosti. Torej, zato, da boste dlje časa imeli denar plasiran v obveznico in jo držali, morate biti poplačani z neko časovno premijo, se je temu rekli. Tudi če gledamo državne obveznice, tam načeloma ameriške državne obveznice nimajo deželnega tveganja, ker velja, da je to netvegana obrestna mera. Torej se na nek način neke drugi dogodki uračunavajo, neka sistemska tveganja, makroekonomsko stabilnostna tveganja v to premijo za dolgoročno držanje 10-letnih obveznic. In normalno je, da če ste nekaj za 2 let posodili z fiksno obrestno mero, bo nekako ta obrestna mera nižja kot dolgoročna. Saj tudi, če greste v depozite gledati na bankah, je v bistvu to nekako pravilo. Ne? No in zdaj pa, ko se pojavi to, da so kratkoročne obrestne mere više kot dolgoročne, potem se moramo vprašati, zakaj ta anomalija, zakaj, to je nelogično. Ne? In zdaj možnih razlag je več. Praviloma ali pa najbolj tradicionalna je ta, da se pojavi kratkoročno, dajmo reči prehodno, za kakšna 2-3 leta, 4 leta, povečana recimo inflacija in se vračuna, da bo centralna banka mogla agresivno dvigovati obrestno mero, da zajezi inflacijo. Pogosto je to na koncu gospodarskega cikla, ko se gospodarstvo pregreva, in zaradi tega je pričakovano, da zdaj 2-3 leta bo mogla tesno zategniti obrestne mere, zato da bo umirila inflacijo. Kar pa pomeni nekaj drugega, da obstaja tveganje, 50-50 šansa, ali pa mogoče 60-40, to je zdaj, pustimo zdaj natančne procente, da ima reči povečanje tveganja, pa več kot 50% verjetnost, da ker bo mogli toliko zategniti, bo povzročili neko obliko ohlajanja gospodarstva in verjetno bi šli malo predaleč, pa bo neka recesija nastala. Ne? In v bistvu zaradi tega se nekako uračuna ta anomalija noter, ker prav. Ameriška centralna banka mora zdaj ukrepati, pregreva se gospodarstvo, inflacija divja, to mora čim prej ustaviti. V naslednjih letu, 2 mora to ustaviti. Če to ne ustavi, potem imamo pa drug problem. Pa se bo pa kaj zgodilo? Potem se pa utegnejo tudi dolgoročne obrestne mere začeti konkretno dvigovati. In če imamo primer, danes recimo 2-letna ameriška je okrog 2,5%, dajmo zaokrožiti malo, in zelo podobna ali pa rahlo mogoče višja, tam nekje se giblje tudi 10-letna. Tako da sta tam, včasih ena zanika niže, se malo obrne, zelo je v bistvu zelo položno, je skoraj iste sta, no, v tem trenutku. Ne. Če inflacija divja, bojo mogli ljudje vračunati tudi 10 let više obrestne mere in se bo zgodilo tudi, da jo dolgoročne zrasle. Ne? In zdaj, kaj ima FED izbiro?
Tole, ali dvigne danes, ustavi inflacijo, povzroči recesijo in pol bojo te obrestne mere spet mogle iti dol, ker bo spet malo stimuliral in dolgoročno je verjetno ostale tam nekje, kjer so, ali pa celo majčkan dol. In torej, bistvo tega je, da je obrnjena krivulja je neke vrste anticipacija trga, kaj bo v 2 letih svojo politiko Fed naredil, če je močno obrnjena. Zdaj smo tam, zdaj ni močno obrnjena, zdaj smo zelo podobno 2 in 10 let, ampak če bi bila 10 let, bom banalno rekel, 1, recimo kratkoročno bi bila pa 2, bi to pomenilo, da bo neko velik problem ustaviti to inflacijo in da se pričakuje, da bo tudi rast v prihodnosti nižja in da bojo mogli močno stopiti na bremzo, no, po domač povedano. Tako da to je zdaj odraz, po mojem mnenju, inflacijskih pritiskov. Lahko se zgodi, da bo v bistvu ta krivulja se še bolj obrnila, če bo ta inflacija divjala, ker moramo tudi eno stvar upoštevati, da medletne inflacije segajo tudi do 10% v določenih državah. Torej, v bistvu, če mi realno gledamo tole, se je obrnen neki, ampak mogoče bo mogla Fed res v zelo nehvaležnem položaju je, no? Kako ukrepati in kaj bo to povzročilo. Ni enostavno tole zvozati ta ovink zdajle. Se pravi, a zdaj je Fed presenečen na to obrnjeno krivuljo zahtevanih donosnosti, glede na to, da je Fed z vsemi orodji v boju zoper povišano inflacijo, tudi napovedali so 7 dvigov obrestnih mer, tako da kakšni so zdaj, kako zdaj gledajo na to situacijo? To je bilo zelo zanimivo, je bilo brati določene članke, ki nekako gre zgodba tako. Wall Street in delniški trgi gledajo nekako 10 let naprej in gledajo razliko med dolgoročno obrestno mero 10-letno in recimo med 2-letno. Medtem ko Fed gleda bolj svojo politiko tako, leto, 2, 3 naprej, zato gleda bolj na ta kratkoročnejši del trga in ga niti ne zanima ta toliko obrnjena krivulja 2 pa 10, ampak ga bolj zanima, koliko more dvigant, koliko bojo recimo enoletne obrestne mere, koliko bo njihova temeljna, čez kam jo morajo dvigant, in gledajo bolj, kje je 2 in 3-letna obrestna mera. Torej, Fed ima pa horizont tako nekako 2 do 3 leta, ker ve, da mora s temi, Fed si ne more privoščiti, da bo inflacija 3 leta divjala, ker bo šla izven kontrole in to ni ok. In to pomeni, da ima še prostor, da dviguje obrestne mere. Bom dal sam primer, ker je 2-letna državna 2,5, v bistvu dokler Fed lahko dvigne do 2,5 po njihovi logiki, ker gleda, da ne bo obrnjena situacija na 3 leta, ne pa od 2 let, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 naprej. Oni morajo to inflacijo zdaj umiriti, ker je trditev Feda, da je prehodna inflacija in da ne bo, oziroma da saj ne bo trajala dlje kot 3 leta, ne sme trajati dlje kot 3 leta, ne sme trajati 10 let, ne smejo si to privoščiti, ker potem imajo pa finančno krizo, po moje, ker to pomeni, da jo vse obrestne mere paralelno mogle iti gor in kar naenkrat si lahko predstavljamo, če bi bila obrestna mera na 10-letne državne obveznice, 6%, jaz ne vem, kdo bi delnice držal pa pri kakšnih cenah, ne? Zato, ker so večkratniki dobička, recimo sploh tehnoloških podjetij, pustimo tiste, ki sploh zračunati ne moramo, ki izgubo delajo, ampak recimo v povprečju blizu 30% ali pa med 25 in 30, odvisen, kjer let zdaj gledaš, pa kjer je napovedi, ker naenkrat ni atraktivno teh delnic držati, če prihaja recesija, pa dobiš na 10-letni obveznici 6%, če se to zgodi. Torej bo treba masovno prilagoditi cene tvega in tudi Fed tega noče, zato mora zdaj kratkoročno, moj občutek je, da je kar agresivno dvigoval te obrestne mere, vse do nekih ravni 2,5%, kar do tja je še zmer fajta se z inflacijo, vmes bo pa upal, da se bo začela na podlagi nekih osnov, iz katerih lahko zdaj mogoče raste naprej, ker mislijo, da so niže, počasi umirjati. Če jo tako zvozil, bo nekako v redu. Me pa malo skrbi, da jim bo to ratalo. Tako da ta tveganje recesije se je absolutno povečal in še enkrat bi poudaril to, kar si ti v vprašanju izpostavlja, to je bilo pa, koliko časa traja, ko se pojavi situacija anomalije. To pomeni, da so kratkoročne obrestne mere praktično enake ali više od dolgoročnih, da se recesija formalno zabeleži, da jo statistiki zmerijo, da jim o tem tako reči, ne? In včasih traja tudi tako, kot si ti navedla, 30 mesecev, lahko traja, da bomo formalno jo imeli šele čez leto, 2, je pa res, da bo delniški trg prej uračunavan noter. Če se v to nadaljevalo, bo delniški trg
v bistvu, bom rekel, že v naslednjih 6 do 12 mesecih začel z nekim prilagajanjem cen. Tako da zdaj smo na nekem križišču. In ni enostaven za vojno, za centralno banko. Zdaj si govoril o inflaciji, zagotovo je k povišani inflaciji pripomogla tudi cene zemeljskega plina in pa nafte, energentov. Ko smo gledali na Bloomberg terminalu, te cene so poskočile vse tja od 30 do 60%, tudi cene kovin so neverjetno poskočile, nikelj, aluminij, železova ruda, bakar, vse to se je okrepilo za preko 30%, življenje se v bistvu kar precej draži, tudi predsednik Amerike Biden zdaj poskuša ublažiti rast cene goriva tudi tako, da bo v prihodnjih 6 mesecih na dan sprostil 1 milijon sodčkov nafte, kar je v bistvu relativno malo, saj Američani v bistvu na dan porabijo skoraj 20 milijonov sodčkov nafte na dan. Po drugi strani pa zanimivo tudi to, ko govorimo o dražjih cenah nikla, aluminija, železove rude, bakra, vse to se uporablja tudi v gradnji in marsikateri gradbinec ali pa investitor se bo verjetno znašel v kakšni finančni stiski. Konec koncev, denar je sicer še vedno relativno poceni, a vprašanje, koliko časa še bo tako. Absolutno. V bistvu trenutno dve ključni, bom tako rekel, spremenljivki, ki gresta v kalkulacijo pri gradnji, se dražita. Gradnja je kapitalno intenzivna dejavnost, ker se vlaga in v bistvu je treba kupiti surovine, in če se ti te podražijo, se ti budžet podraži, to je prva stvar. Potem je pa še pomembno, ker se financira levji delež vseh razvojnih projektov z dolžniškim financiranjem in tam je seveda neka obrestna mera. In seveda dlje časa traja od, dajmo reči, začetka projekta, ko si začel nek denar trošiti, dajmo tako reči, do trenutka, ko si prodal ali pa unovčil objekt, ki si ga zgradil ali pa gradno, dlje časa je, bolj si občutljiv na obrestne mere in tudi večji je delež dolga, bolj si občutljiv. In zdaj v tem trenutku se dvigujejo in obrestne mere in materiali se dvigujejo. In v bistvu tvoja edina rešitev je, ker praviloma so tudi marže razmeroma nizke, torej razlika v ceni vsem, sploh pri večjih projektih, kjer so te izvajalci, ki rekel, je ogromen projekt, ampak so marže nižje, ne govorimo o nekih dvojčkih, ki jih temeje neki gradi, pa take stvari, tam zdaj Bog si ga vedi, za koliko je zemljo dobil, ampak pri teh stvarih se začnejo pojavljati težave in se vidimo že v medijih in javnosti poročanja, da se tukaj v bistvu mogoče že dogovorjene cene prihaja do ponovnih pogajanj po celi verigi, torej začne se pritisk pri dobaviteljih. In dobaviteljev je tudi samo omejeno število, recimo za kovine, jeklo, konstrukcijsko jeklo, karkoli se že nek aluminij ali pa kar se vgrajuje noter. In v bistvu tam se začne pritisk in potem so škarje, pritiskajo te dobavitelji, na drugi strani pa tvoja stranka tudi reče, ja pa siguren imaš neki zaloge, ne bom zdaj jaz kar nekako vse vgradil noter. Tako da to je zelo v bistvu kočljiva situacija lahko. Zdaj, mogoče edino manj ko bi rekel, moči za pogajanje imajo mogoče manjši kupci, če je prebivalstvo, pa jih je več, ker v tistih primerih že vidimo, kako se zdaj cene projektov, recimo stanovanjskih, tudi v Ljubljani, že kar tako preskok se dela, sem slišal, tudi že kar za 1000 evrov so se ceniki, povišali v roku 12 mesecev. Kaj je en šel, pa se je projekt začel graditi, pa je kupil, za ceno, zdaj bom karikiral, ker ni to natančna številka, 3000 evrov novogradna, zdaj, ko smo v tem trenutku, ki je še nekaj stanovanj, je že 4000, za tiste, ko bi rekel, late minute offer, če se tako izrazim, je že jurja dražji, tako da se že vidi, zdaj pa, ko nekdo rekel, a je mu v skladišču to, kar je rabil, ali je to posledica pritiska dobaviteljev, ali je to samo oportunizem, to je pa zmeraj specifično, to ve pa samo tisti, ki je dejansko udeležen. Mi v zunanji lahko bolj špekuliramo, samo mislim, da v širši nekih caseih je tukaj res enormen pritisk na cene surovin in materialov za gradnjo in tudi obrestne mere banke že nakazujejo, da bi verjetno kaj dražje, kaj više lahko bile. To so zdaj take dvigi, 0,25% mogoče za enkrat. Mogoče ne dobra novica, ker sem malo dolg, ampak vsem
utegne pa ta situacija odpraviti ležarine v roku kakšnih 6 do 12 mesecev. Mislim, da to ECB ne vem, kako lahko nadaljuje s to politiko. To je res malo tako schizofreno, če se to nadaljuje. No. Misliš, da bojo res odpravljene ležarine enkrat, ko uvedeš eno tako provizijo, recimo temu tako, ne, si zelo naklonjen temu, da tudi to ostane še naprej. Mogoče ne bo imenovana negativna obrestna mera oziroma ležarina, mogoče jo bojo preimenovali v nekaj drugega. No, mislim, seveda inovativnosti nima meja, kar se tiče tukaj v finančnih storitvah, to se s tabo čisto strinjam, tako da lahko da bo hip strašni trik, ne, tako kot pravijo naši sosedi na jugu, isto sranje, drugo pakovanje, samo bo pač malo nekaj drugega, temu bomo rekli, ampak načeloma jaz računam na to, da tista negativna obrestna mera, ki jo je nekako ECB tako intelektualno uvedel, da bo računal bankam, ker ne bi posojati želele, ne, da pač mislim, da to v tem inflacijskem okolju je res malo noro, da ti miriš inflacijo, pa še spodbujaš banke, da čim več posojajo. Mislim, to je malo, ne vem, to sploh ne vem, kako lahko zracionaliziraš. Bi rad slišal to v DCB v resnici. No. Ja, mislim, da bo tudi sredi maja gospa Christine Lagarde gostja na dogodku Banke Slovenije, tako da jo bomo zagotovo tudi to vprašali, kako gleda na povišano inflacijo, na negativne obrestne mere, kdaj se bodo začele obrestne mere tudi v Evropi dvigovati. Nekako špekulirajo, da ne bi do konca leta se vse inflacija umirila, medtem pa inflacija kar lepo raste, ne, tudi v Evropi. Absolutno. A greva mogoče, zdaj smo res veliko govorila o inflaciji, ne smemo spregledati geopolitična trenja, pa tudi konec koncev napovedi centralnih bank za zaostrovanje monetarne politike. Vse to se mi zdi, da nekako, pa tudi ta grožnja recesije, vse to vnaša nemir med vlagatelji. Kaj bi lahko rekli, da je v tem hipu tista grožnja za nadaljno rast delniških tečajev? Ja, eno grožnjo smo že povedali, to je pritisk na stroške in to seveda pomeni, da če ne morete tega prevaliti naprej, bojo pač dobički podjetij v seštevku nižji, po mojem mnenju, ker lahko sprožijo spiralo, tako tudi pri stroških dela, pri zaposlovanju in večkrat smo že v tej tako domnevni spirali govorili, tudi recimo pred novim letom, pa z Egonom Zakrajškom, okrog monetarne politike in trik je ravno to ne smeš pustiti, da se nadaljuje, ker če to pustiš, pa res greš lahko v spiralo. In zdaj, kje so ranljivi delniški trgi, da namo preveč makroekonomski? Trenutno smo v točki, kjer imamo najvišje profitne marže v zadnjih 30 letih na ameriškem trgu. Podjetja so plačevala ali pa zaklenila noter rekordno nizke obrestne mere, to je A, plus B, okolje ekonomsko je bilo toliko stimulirano. In zdaj, kje je to tveganje? To tveganje je tudi to, da v končni fazi tudi trg dela ni bil toliko močan, da bi plače dohajale rast prihodkov in dobičkov. In zdaj, kje smo pa zdaj? Imamo pa več pritiskov v bistvu na podjetja. Na eni strani tako na trgu dela, ker že nastajajo ozka grla, pustimo zdaj v agregatu, ampak to kaže, rekordno nizke brezposelnosti imamo. Zdaj ne vem, če bo se rast nadaljevala, pol je skoraj nemogoče, ali se bomo robotizirali, ali bomo pa, ne vem, uvažali delovno silo v razvite gospodarstva, recimo. Ampak v vsakem primeru pač to vpliva, na nek način, na nek trg dela in pritisk je bolj na višanje cene stroška dela, k nižanje. Kljub sporedno z višjim obrestnim meram, sporedno z višjim osnovam za neke stroške poslovanja, ne vem, jaz mislim, da tudi v končni fazi, bom tako rekel, danska inflacija, tako gre tudi realna kupna moč ljudi pada. Tako da jaz mislim, da visoke cene, večkrat smo se to malo hecali, ampak mislim, da je bil Howard Marks vedno to poudarja, ne vem, od koga se je to sposodil, ampak najboljše zdravilo za visoke cene so visoke cene, ker začnejo uničevati povpraševanje in na eni točki ljudje enostavno ne morejo več. Ta špaga ne gre, ali pa ta gumica ni raztegljiva v neskončnost, enkrat počne. In zdaj pa klej samo vprašanje, bo počla, ker bo res raznesel in centralna banka naprej ustavila. To je črn scenarij, ki bo vodil v kasnejšo depresijo in deflacijo, po mojem mnenju, ali pa bo centralna banka rekla stop.
imamo zdaj neka ozka grla, ne moremo zapravljati, ne morejo biti tako nizke obrestne mere, ne more denar kar neki krožiti, ker je inflacija, pa kar kupujemo vse po spisku, po domač povedan, ustavimo to. In edini način, da to ustavi, je dvig, relativno hiter in mal šok dvig, ne govorim na 10%, ampak mora ustreliti tako, pač dajmo dvigati 0,5%. In smo videli, da so se že kregali znotraj Feda, ali morajo hitreje dvigati ali ne. Moja teza je, da je gospodarstvo, glede na stanje, ki smo, zaradi geopolitičnih tveganj, zaradi strukture v polni zaposlenosti in ne smejo pustiti, da neki govorijo, to je prihodno in ne vem kaj, malo nas morajo na pauzo dati z zapravljanjem, pa z predvsem tem investiranjem v karkoli, kar bo domnevno zrastel več kot inflacija. To je tudi treba ustaviti, ker to bo to en balon, ki ne bo lep zaključek. Tako da to kle smo zdaj. Tako da tveganje je pa ravno to, da dobički ne bojo več dohajali zaradi teh inflacijskih pritiskov, marže so rekordne, če se vrnejo k zgodovinskim povprečjem, v vsaki recesiji, če greste gledati nazaj, pade dobičkonosnost že zaradi tega, ker se je aktivnost po povpraševanju ustavi, tukaj smo pa še na rekordni marži. Če smo, padli v prejšnjih recesijah, bom malo poenostavil. Rečemo, da smo na S&P-ju z maržo, mislim, da okrog 12% je čista profitna marža. V recesiji pade lahko tudi na 2-3% začasno, ker neki sektori delajo izgubo. In to je nekaj, kar nihče ne pričakuje. Če bo krivulja se izkazala za pravilno, bo to ta prvi šok, ker bomo z rekordno visoke dobičkonosnosti padli v neko luknjo, ki bo prava recesija, ne korona recesija, ki so nam rekli, dajte se vi postiti, pa pridite nazaj, pa dajte spet med žurko. Mal tako je bilo v smislu, ne morete trošiti, ne morete iti na počitnice, ne morete iti kamor hočete, ne morete biti skupaj, ne morete iti v restauracije in te stvari. To je bilo neki korona post, bi jaz rekel, na porabništvu. Tako da ne bo šlo kar tako po tej krivulji naprej in tukaj je glavna ranljivost. Posod smo na rekordu, rekordno nizka brezposelnost, rekordna profitabilnost, rekordno nizke obrestne mere, ne vem, kam lahko še gremo. Torej smo v kotu, kjer nam sam še spodrsne lahko, ali pa gremo nazaj, spavski dilit od tam, ker smo prišli. Tako, malo je tako. Ja, zanimivo je to, ko zdaj si večkrat omenil, da imamo ničelno brezposelnost, po drugi strani se tudi plače višajo, po tretji strani pa opažamo tudi ravno zaradi inflacije, da ljudje v bistvu zmanjšujejo tudi potrošnjo. In to posledično se rezultira potem tudi v nižjih dobičkih in nižjih profitnih maržah. Absolutno, zaradi tega, ker če zrastejo cene hrane za 10-20%, tudi če podjetje nekateri dvignejo 5% plače, dobička ne bo jutri v povprečju. Eni delajo s tako tankim maržam. In ravno to je ta skrb, ki jaz zdaj govorim, da podcenjujemo, da če se pusti, da se ta žival vali zaradi kakršnih koli razlogov, dlje časa jo bo težje, bo to inflacijsko pošast na nek način ukrotiti ali pa, ne vem, ubiti, če se tako izrazim. Tako da v logiki inflacije tako nikoli ni pravi čas dvigati obrestne mere, ker bo to vplivalo na gospodarsko rast. Ja, jaz rečem, dobro jutro, Sherlock Holmes, se je še vsakič v zgodovini tako bilo. Zdaj, kaj se ga mi gremo? Mi imamo iluzijo večne rasti, nek fiktiven svet pred sabo, kjer nikoli več ne bo recesije, pa Fed nas bo zmer nekako reševala, ampak jaz pravim, ne, vemo, da se to ne izide. Ne vem, zdaj, če nam to ni jasen, bom rekel, v celi zgodovini, ki jih gledamo nazaj kapitalizma, so pač prišle recesije. In ko prišla recesija, so dobički padli za polovico, 1-2 let, pa so pa rabili recimo 1 let, 2 še za tem, da so prišli na isto raven, pa smo šli pa naprej. Za dolgoročnega investitorja na koncu je bilo bolj to vprašanje, v redu, grem za 3 leta in knjige brati, pa boljš, da ne gredam, pa sem šel čez to. Tisti, ki so pa hoteli ravno takrat računali, da čez 1 let prodali, pa ne vem, si kupili sanjsko hišo na morju, ja, tisti so pa pač bolj pristali na timesharingu, da se malo pohecamo. Tako da to je ta razlika. Ta tveganje je zmer odvisen od investitorja, koliko je občutljiv, če zaniha, ker ima nek likvidnostni dogodek in rab denar. Ja, mogoče bi tukaj, zdaj veliko govorimo o recesiji, o potencialnem prihodu, prilomastanju medveda na borzni parket, in zelo veliko sporočil dobivam od mladih
investitorjev, ki so v bistvu na začetku svoje poti, v smislu strah me je, ne upam si začeti investirati na borzo. Tega zadnje čase res zelo, zelo veliko takšnih sporočil prejemam, ampak vseeno, kaj lahko v bistvu svetujemo takšnim mladim investitorjem, ki se podajo na to pot, ker jaz sem prepričana, da en tak mlad človek, ki bo investiral svoj denar na borzo, bo zagotovo večkrat pogledal na borzne tečajnice in ko bo borzne tečajnice upadle, ko bo ustvarjali, ne vem, 10-odstotni upad oziroma ustvarjali 10-odstotno izgubo nerealizirano, se marsikdo na tisti točki ustraši in reče, jaz se tega ne grem, ne? Ja, to smo že tudi večkrat povedali, ne? Tako da samo sam ponovil tukaj. V poznem ciklu je treba bolj paziti pri vstopu noter, sploh če imamo nek znesek že zdaj na strani, ki je majčkeno večji glede na naše dohodke. Če pa razmišljamo, da bi začeli, da bi, ne vem, 10% nam ostaja 100 evrov, 200 evrov in ti si morate pa sam načrt narediti. Če imate vi 10-letni načrt, da boste vsak mesec ali pa vsako četrtletje par 100 evrov noter dal, a ne sej vi s prvim vplačilom šele, ne vem, 1/240, če je to 20 let, 1/120, če je to 10 let, pa a ne govorimo o mesecih, recimo noter. Iskreno povedano, ne, sem tako malo nonšalantno rekel, pa kaj zdaj važno, na medved pride 2-3 leta, v bistvu je fino, da pride, zato ker boste itak takrat vi, vaša povprečna cena, rečemo, če bo v prvi polovici 10 let, 5 let medved, boste vi teh 5 let na nek način nabirali te jagode, da se tako izrazim, za popustom v gozdu, a ne. Bojo pa drugi prišli, pa jih bojo dražji kupovali. Tako da težava nastane to, če bi vi varčevali zdaj 20 let in ste na koncu cikla in ste že prišli do točke, pa recimo rečete, ko bilo fino, da zraste še za ne 30%, nam mu sam za, ne vem, penzijo mu še za en nov avto zraven. Takrat se pa zgodijo ponavadi največje problemi, ker greš predaleč, ker si dosegel cilj, rečeš, bom še mal, pa še mal, pa še mal. Takrat so problemi. Če ste pa na začetku, pa sam pogumno, bi pa eno stvar priporočil. Res se zelo, ko smo v poznem ciklu, bom tako rekel, tisti, ki niste noter, pa ne raziskujete, kako se vrednotijo posamezne delnice in niste pripravljeni žrtvovati denarja, da ga boste izgubili, da se boste učili, da se tako izrazim, držite se indeksnih skladov, držite se kvalitetnih blue chipov, ker to je v bistvu najboljši recept, ker ta del trga, ta kvaliteta bo najboljš performala skozi čase krize medveda. Ne neke egzotike iskati, ne špekulirati, po mojem mnenju, ni to zdravo za nekoga, ki začenja. To bo prišlo skozi čas, ni pa sploh potrebno. Iskreno povedano. Zato, da borza ni mišljena v osnovi, osnovna strategija ni tako, kot eni pravijo, kockanje, špekuliranje ali karkoli pač drugega. Osnovna strategija je pač, da si poplačan za neko tveganje in da med najbolj kvalitetna podjetja, ki denarni tok ustvarjajo, razprši svoje prihranke. To je to. To je primerno za vsakogar. Iskreno povedano, sploh nekoga mladega človeka, ki šele začenja. In njegovi vložki še niso zaenkrat toliko veliki, da bi v bistvu si povzročal neko škodo. To so v bistvu dejansko res nakupi na razprodaje, po domače povedano. 30, 40, 50% razprodaje lahko pride. Pa še ena druga stvar je, ta donosnostni račun bo začel delovati šele pri njih po 10 letih, ko bo neka večji znesek. Saj ni važno, če en vložek zaniha za 50%, važno je, da nadaljujete. To je ta glavna napaka. Če prekineš, daš vse not, gre dol in potem rečeš, ne, tega se ne grem. Glih point je to, šlo bo dol in to se greš. Ti se greš, ti hodiš skozi temno noč, skozi temni gozd, da se pol zresni in prideš na jasno in rečeš, wow, splačevalo se je, verjel sem v pot in sem šel. To je bistvo. Če se pa tam zgubiš, ustaviš, pa zbegaš, pa res greš lahko še globje v gozd, pa Bog si ga vedi, kje boš končal. To je bistvo. Moraš imeti načrt, se ga držati, pa kvalitetnih naložb se držati. Bom tako rekel, bom zdaj eno primerjavo dal. Če bi slovenska država kupila indeksni ETF z vsemi investicijami, ki jih je v državna podjetja naredila, bila Slovenija ena najbogatejših držav, po moje v srednji Evropi. Pa ne bilo treba nobenega, bom tako rekel, hude filozofije upravljanja nekih podjetij pa management, ker enostavno je ta donos bil v tem rangu, ne vem, 10-12% zadnjih 10 let. Pa ni bilo treba biti nič pameten, samo v najboljše firme na svetu ste vložili. To je to.
Ja, saj slovenska država je tudi vložila v najboljše slovenske firme, če To je pogledamo to. z tega To vidika, je a to, ne. zdaj ne vem, nimamo Pustimo indeksa zdaj detajle. slovenskega, nimamo indeksa slovenskega državnega premoženja. Jaz sem prepričan, da pač profesionalci na SDH-ju vejo, koliko je tukaj nastalo, ampak vem pa, kakšen bi bil učinek, če bi, ne vem, banalno se del tega mogoče razpršil tudi, a ne, tako da vem, da bi bil učinek, da bi bila Slovenija ena bogatejših malih držav, relativno glede seveda na velikost premoženja. A ne. Jaz mislim, da bo marsikateri minister se mogoče malce mogel finančno opismeniti, zato da bo lahko razumel, kaj pomeni investiranje na kapitalske trge oziroma na borzo. Mislim, da do zdaj so imela bolj slabe izkušnje, kar se tega tiče. Mislim, da večina niti ni najbolj razumela teh osnov. No, a greva naprej. Marsikdo zdaj malo tudi špekulira, a ne? Pogleda te lepe donosnosti zlasti teh energetskih delnic, ne? In si misli, mogoče bi pa jaz zdaj tukaj investiral. Smo pa prej povedali, da so šle gor tudi 30% in mogoče še celo kaj več. Tukaj je mogoče na mestu seveda opozorilo, da pretekle donosnosti niso garancije za prihodnje, ampak ne moremo si kaj pohlepiti, tudi včasih nas prevzame. In ja, kaj si misliš recimo o teh energetski panogi, o investiranju v energetski sektor, recimo zdaj? Ja, zdaj smo pa na aktivnem investiranju, pa tudi malo špekuliranju. A ne? Ja. Jaz mislim, da je ta trade že v večji meri zamujen. To je moj občutek. Nisem šel v globino študirati, ampak polk je enkrat nafta zrasla že krat 2. Ne vem, je zdaj čas, ali smo moč priznati, da bi mogel to razmišljati en let nazaj. A ne? Tako da mislim, da je ta geopolitična trenja, ki so, pa v bistvu vojna v Ukrajini, sam še dala dodaten pospešek. A ne? Na drug način je pa, tako kot si ti rekla, tudi začela bistveno spreminjati pristop do energije na Zahodu, ki je predtem, čist na nekih drugih osnovah želel graditi energetsko preskrbo. In je računal, da bo, ne vem, tudi Rusija v Evropi velik del hrbtenice nosila po zelenemu prehodu. Tako da jaz mislim, da tukaj jaz ne bi upal silovit. Bom dal sam primer. Recimo, super trade je bil kupiti brazilske delnice, recimo, če jih pogledamo, so letos gor v evrih skoraj 40%, medtem ko so na drugi strani recimo tehnološke dol za 7% v evrih. Da ne govorimo, o ruskih ne bom govoril, to je pač drug razlog, zakaj tam so, ki so. Glede na to, da so tehnološke pač upadle, je zdaj mogoče čas za tehnološke delnice? Jaz sem še malo previden. Jaz mislim, da je zdaj čas. Bom povedal, kaj jaz mislim, da je zdaj čas. Zdaj čas se držati indeksne strategije, ki je dolgoročna, in vrčevati in si kupiti mir pred napakami, ki jih boš naredil v naslednjih 10 letih, ker boš mislil, da si najbolj pameten človek na planetu. Ponavadi vsi tisti, ki to tradamo, mislimo, da smo ful pametni in ker poznamo vse, kaj treba vse narediti, da bomo zaslužili. No, za nazaj, ko pišemo dnevnik, se izkaže, da veliko stvari naredimo napak, zato moramo imeti neko osnovo, da v bistvu vse izgledamo relativno v redu na papirju, po domač povem, da ne plavamo nagi, tudi zato moramo imeti indeks in moramo imeti neko osnovo. In to je trg. Zdaj, kako ga premagamo in kako trgujemo, ima vsak neke svoje pristope. Zdaj, ko govoriš o tehnoloških delnicah, lahko povem jaz, kako razmišljam. Jaz razmišljam, da je zdaj čas, da delam domačo nalogo, vidim, da se dvigujejo obrestne mere, vidim, da popuščajo tečaji zelo zanimivih disruptivnih podjetij, ampak zavzemam zelo dolgoročen horizont, 5-10 let naprej gledam, kam bojo te tehnologije pasale. In recimo vidim, da določene stvari, ki so meni všeč, so izjemno trpele in izjemno potlačene. Kar pa ne pomeni, da neka delnica, ki je padla iz $100 na $40, ne more pasti še 40 na 15, kar se dogaja dejansko. Ampak niti me to toliko ne zanima, ker malo razpršim in gledam naprej, ker to je neka vstopna točka. Seveda, če bo prišla recesija, pa to nek sistemski faktor, ki bo pa spet povzročil, da se jo še tvegane naložbe pocenile. Torej, v bistvu, tukaj je logika popolnoma enaka kot pri indeksni logiki na nek način, da se je treba sprijazniti. Če bo prišel cikel, ne bo nič plaval, nič proti toku plaval, ampak je pomembno to, da imaš dovolj, bom tako rekel, kapitala ali pa dovolj pametno si razporedil te nakupe, da boš šel skozi ta gozd skozi. Ker boš pa na teh nakupih tehnoloških delnic sprejel 3-4krat večje tveganje, bo pa kaj razlika?
Ja, seveda, ne, tudi donos bo 3-4krat lahko večji. Ena taka delnica, ki je padla iz $100 na 15, če bo teza se potrdila, da bo med vodilnimi firmami v panogi čez 5-10 let, boš lahko naredil tudi krat 10-kratnik svojega vložka. Ampak riziko je, in mislim, da v tem trenutku je volatilnost tukaj in ima samo dve možnosti. Ali jo sprejmeš, ali kratkoročno trguješ, ker ti čisto vse en kva sploh kupuješ, samo pač nekaj kupuješ, prodajaš, nekaj tehnično se greš na trgovanje, ampak čim dolgoročen pogled fundamentalen zavzameš, moraš pa vedeti takrat, ko bo res kri na ulicah, da se tako izrazim na trgih, pa ne govorim za Ukrajina vojna, ampak takrat, ko bo panika, zaradi mogoče višjih obrestnih mer, takrat moraš imeti že spisek, kaj boš kupoval. Takrat ne razmišljati, čim poslušaš podcaste, kva pa jim kupil. Ne, ti moraš imeti svoj nakupni spisek, stvari, ki so ti všeč in razumeš in rečeš, to je pa toliko pocen, sploh ne razumem, kaj se trgu dogaja. No, to je Mr. Market, ki je Warren Buffett prav, trg je, rekel, kratkoročno, bom tako rekel, glasovalni stroj, ne, dolgoročno je pa tehtalni stroj. Ne, in to, da prideš v to, da je glasovalni stroj in ben noče kar naenkrat držati več neke delnice, ne vem, kaj te všeč, pa ima neko logiko, pa ima mogoče neko infrastrukturo, ki za prihodnost je pomembna, IT-ovsko, recimo, meni se take stvari zdijo ful zanimive. Neke tehnološke delnice, ki bodo del infrastrukture prihodnosti, če te pridejo dol, so ene izjemno zanimive lahko, no, po mojem mnenju, ker internet ne bo zginil, pretoki podatkov se ne bojo zmanjševali, bolj bi bil pa zaskrbljen za kakšne, ne vem, e-commerce zgodbe, pa te stvari, ki se prodajajo, neke stvari zelo na nekih marketinških osnovah in se vse temelji na nekem brendu. Tam bi bil pa malo skeptičen, ker tam že zdaj ni veliko dobička v teh e-commerce playih ali pa nekih platformskih zgodbah in tam je pa lahko bolj druga zgodba, no? Tudi na dolgi rok, to se mi zdi. No. Ja, ampak okay, za začetnike smo pa rekli investiranje v razpršene košarice, s tem zajamemo praktično vse večje playerje na trgu in mislim, da se s tem v bistvu tudi lahko smo nekako se rešimo tega pritiska kupovanja delnic, iskanja v tem množici poplavi teh delnic, prave delnice za naš portfelj. Sicer pa mogoče tukaj na tem mestu bi še enkrat spomnila vse na našo delavnico investiranja za začetnike, ki jo lahko kupite v MoneyHow oblaku. Tam smo tudi konkretno sestavili portfelj, ki je primeren v času medveda in pa seveda tudi v času bika. Izpostavili smo tudi konkretne ETF oziroma sklade, ki kotirajo na borzi, tako da si lahko mogoče s tem tudi pomagate. Mislim, da smo obdelali kar veliko tematik za to epizodo, nekaj bomo seveda prišparali še za kakšno drugo epizodo, tako da najlepša hvala za zanimivo debato, trg bomo zagotovo budno spremljali in seveda bili tudi na preži za zanimivimi naložbenimi priložnostmi. Hvala, Andraž. Ja, hvala tudi tebi, hvala vsem poslušalcem, ki ste čist do konca ostali z nama, tako da po pameti, pa se pravim, mirno in kar lepo naprej. Osnova je, tako kot smo rekli, res nek indeks, nek trg kvalitetnih stvari, ostalo pa po navdihu. Evo, super, najlepša hvala. Če menite, da bi lahko vsebina MoneyHow komu koristila, prosim posredujte povezavo do MoneyHow naprej. Sicer pa poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!